čeprav ste tukaj. Danes sem želela z vami deliti še eno vezavo z elastičnim trakom. In sicer se mi zdi super za takrat, kadar želimo otroka v traku podojiti, ker je nosilnost oziroma narameca samo na eni strani, na drugi je pa prosto. Na tisti strani bomo potem tudi otročka podojile. Čeprav je vezava narejena tako, da je narameca samo na eni strani, je teža porazporejena enakomerno, ker pride še ledveni del posebej okrepljen. Vez se v angleščini imenuje Front Reinforced Sling Carry, se pravi sprednji, okrepljeni, nosilni vez. Saj ne rabimo konec koncev vsega prevajati, ampak glih toliko, da veste približno, kaj pomeni. Najboljš, da se kar lotimo dela. Jaz sem naredila še zaključek, poppins, tako da veste, da se lahko igrate tudi z elastičnim trakom na podoben način kot z tkani. Seveda ne pa pozabiti, da pridejo čez otroka 3 sloji pri elastičnem traku. Jaz sem tega dvostranskega, tako da boste res pozorni, katera barva je kje. Je pa ves mičken poseben v tem, da naredimo večino dela že prej, pa damo pol otroka noter, ampak si samo nekje do pol pripravimo, damo otroka noter, pol pa preostanek okoli njega. Najdemo sredinsko oznako, tokrat jo bomo dali na bok. Začnemo pa ostalo isto kot pri najosnovnejšem vezu. Non più tra i farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino. Ta krak, ki je krajši, bo tudi tisti, kjer bo se vse odvijalo, ta bo ta pasiven. To bo tista narameca, ki nam bo ostala. Gremo po otročka. Otročka bomo na sredino namestile, zaradi tega, ker verjamem, da nimate vse otrok, ki držijo glavo pokončno po konc. Tako da je ves primeren tudi za malo manjše štrutke. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Ob robu, ob boku najdem zgornji rob in pripeljem čez otrokov hrbet do sredine ramen. Otrok je vzun kot moj. Naredim sedež, z eno roko sižem pod nogo, kolena in dvignem. Ste videli ta gib? Takole je bil kot na nekem čoparju, motorju. To je pa zdaj tisto, kar hočemo doseči. In zdaj ta krajši krak zategnem. Più vrai questi bei panacchini, quel cappello. In ga držim med koleni, oziroma ga stojim gor, ker je trak tako dolg. Zategnem še tega. Zdaj pri elastičnemu je čisto okej, če se tudi sam področno zateguje, ni treba čist vsak pramen, a ne? Galante, quella chioma, quell'orio brillante. Zdaj pa bomo naredili en twist, plot twist. To ne bo narameca, ampak bo šla pod pazduho. Cel cajt držim to, držim elastično napetost, da ja ne zgubim kaj. Ja, kaj ti dava zdaj? Počas bom tlele pri sredini razprostrla. Ja, 1/3, opa. Pod ritko, toliko da stoji, da drži napetost ritka sama in pripeljem trak čez to naramenco, ki jo imam še vedno ta krajšo med nogami. Tlele, če čutite, kako jaz malo napetosti, odmaknete od vratu. Ok. Lepa. Najdemo ta zgornji rob. Tlele res držimo napetost, tlele ne sme nič ostati, kar potegnemo. Hop. In obrnemo. Donesco color, quel vermiglio donesco color, non più frai quei panacchini. Tudi fejst potegnem blago in ves preostali material. Hop, hop. In pripeljem ta krak, tako kot ste videli od zad. Ok. Fajn zategnem. Ok, imam pa zdaj tega, kar je bil med koleni, med nogami sem ga držala, gre pod nogo, od zad. Zdaj, ker imam toliko veliko blaga,
bom prekrižala in pripravila zdaj od spredi. Meni je ljubše, če imam pod nogami, ker je otrok večji, če je otroček manjši, dajte nad nogami. In na tej točki ambulantni vozel. Cappello, quella chioma, quell'aria brilla. Na tej točki je fajn, da si tole razporedite malo čez ramo, ampak dlje dol, ko boste dali, manj boste imeli gibljivosti, tako da sem rada gor. In pa malo poravnam tudi na hrbtu. Non chiudrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle Zdaj pa, če bi ga želela podojiti, zdaj, ker on je že dosti nizko, kakšne manjše otročke bi bilo fajn še nižji zavezati, se pravi tisti križ, ko ga naredite. Tole pripeljete nižji dol. Seveda fajn je, da imate oblačila primerna za dojenje. To je to. Na tej strani bi se malo težje podojil zaradi tega popin zaključka. V tem primeru bi pač razmislila, na katera dojka je na vrsti in temu prilagodila, na katero stran bi naredila potem zaključek. Imejte v mislih še to, da ker gre za troslojni vez, pazimo, koliko je otroček od spod oblečen. Zdaj sploh takole, ko smo midva noter, imamo, ne vem, nad 20 stopinj, bi bil komot goli, ker vsak sloj šteje še kot sloj oblačila. To bi bilo za danes to, jaz upam, da vam je video všeč, če vam je bil, dajte stisniti prst gor. Če imate še kakšno vprašanje, bi nam radi kaj povedali, nam napišite v komentar dol. Če pa mislite, da še komu prav pride, pa podelite tale video naprej. Mi še pa vidimo kmalu.